V Katehetsko-pastoralni šoli nam je gospod Janez Jeroman pri predmetu Nova zaveza predstavil prebiranje in spoznavanje Božje besede na malo drugačen način in nas kasneje tudi povabil k sodelovanju in branju Božje besede preko Zooma v malih skupinah. Po nekaj srečanjih sem ugotovila, da mi je tako prebiranje in spoznavanje Božje besede v veselje in tako sem se po končanem študijskem letu prijavila še k drugi skupini eklezije pri svetopisemski družbi. Prvič sem se z njo seznanil v okviru svetopisemskega maratona, kjer me je nagovorila predstavitev tega načina skupnega branja in premišljanja Svetega pisma. In ravno to me je nagovorilo, ker ne gre za klasično svetopisemsko skupino, ampak za nek način molitvenega branja Svetega pisma v skupini. Zavedam se namreč, da je za moj odnos z Bogom še kako pomembno tudi branje in razmišljanje Svetega pisma in ravno to področje sem želel pri sebi poglobiti. V ekleziji sem se pridružil na pobudo sestre Metke in potem na povabilo žene. Všeč mi je pri tej skupini to, da če me kakšna stvar ne nagovori, kakšen stavek, kakšen odlomek, lahko molčim, preprosto molčim. In pa to, da imamo še potem dodatno razlago. Če kakšna stvar ni jasna, lahko vprašam in dobim razlago. Tej skupini sem se pridružila na pobudo sestre Metke. Všeč mi je, da lahko vedno se ustavimo ob istih 4 vprašanjih, pa so vendarle odlomki Svetega pisma različni. Všeč mi je tudi to, da so pogovori in vsebine življenjske, konkretne in da, kar se mi zdi pa najbolj pomembno, molimo drug za drugega in se vedno tudi zahvalimo koncu srečanja. Srečanje naše male skupine mi je všeč zaradi tega, ker v njej vlada zaupanje, iskrenost in meni osebno pomeni tudi vzeti si čas samo za Boga. Sama se premalokrat lotim branja Svetega pisma, skupina pa se zbere z namenom, da bere Božjo besedo, da o njej razmišljamo, da si podelimo, kar nas nagovori in kaj nas spodbuja. Vse to pa mi daje tudi občutek, da me ima Bog rad. V ekleziji, v kateri smo sami duhovniki, sem se priključil najprej zaradi povabila mojega sošolca in prijatelja. Priključil sem se pa tudi zato, ker želim slišati, kaj mi Sveti Duh govori po Božji besedi preko mojih sošolcev, s katerimi Božjo besedo skupaj prebiramo in ob njej premišljujemo in se pogovarjamo ter molimo.